Papež Frančišek je katehezo med splošno avdienco 16. novembra namenil duhovnemu delu usmiljenja, ki ga, kot je dejal, vsi zelo dobro poznamo, a ga morda ne uresničujemo, kakor bi ga morali, potrpežljivo prenašati nadležne osebe. Vsi vemo zelo dobro prepoznavati navzočnost nekoga, ki nam je moteč, ko na primer nekoga srečamo na ulici ali prejmemo nek telefonski klic. Takoj pomislimo, koliko časa bomo morali poslušati to pritoževanje, govorice, prošnje ali bahanje te osebe. Dogaja se tudi, da so nadležne osebe prav tiste, ki so nam najbližje. Med sorodniki se vedno kakšna najde, ne manjkajo na delovnem mestu, nanje naletimo celo v prostem času. Kaj moramo storiti v teh primerih? Zakaj je med dela usmiljenja prišteto tudi to? Papež je izhajal iz Svetega pisma, kjer pogosto vidimo, da tudi Bog mora uporabljati usmiljenje, ko prenaša pritoževanje svojega ljudstva. Zato je Sveti Oče dejal, da nam Jezusove besede kažejo pot, na kateri se lahko izognemo zavisti, častihlepnosti in laskanju skušnjavam. L'esigenza di consigliare, ammonire e insegnare non ci deve far sentire superiori agli altri, ma ci obbliga anzitutto a rientrare in noi stessi per verificare se siamo coerenti con quanto chiediamo agli altri. Non dimentichiamo le parole di Gesù. Zahteva po svetovanju, opominjanju in poučevanju ne sme povzročiti, da bi se čutili boljši od drugih. Predvsem nas obvezuje, da vstopimo sami vase in preverimo, ali smo dosledni v tistem, kar zahtevamo od drugih. Sveti Oče je opozoril, naj ne pozabimo Jezusovih besed, kaj gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš. Sveti Duh naj nam pomaga, da bomo potrpežljivi v prenašanju drugih, ter jim bomo ponižno in preprosto svetovali, je še dejal papež Frančišek.